Super Slice of Life, Hell's Paradise, to je. Ja, to je Slice of Life, ne, to je tisto, kaj si vsak želi. Ne, ampak to pa epic, to je pa tako... Žigo Koraku. Ja, Žigo Koraku. Ena tudi epic manga. Ja, Gregijo je prvi hypal od nas. Najboljša štorija je. I gotta. Mislim, zaradi tega, ker je tudi sem 13 volumov. Ja, tako da imaš zaključeno zgodbo. Death Note style, 13 volumnov. In je dobra tako od začetka do konca te drži na stolu. Ja, na stolu, oziroma pred knjigo. Zanimivo, jaz sem pa še zmer pri prvi epizodi. Jaz sem ravno uspel ta vikend uloviti, ne ta vikend, ampak ta teden uloviti še tretjo epizodo. In moram reči, animacija je zelo lepa. Seveda, mapa je na čelu, ne? Ampak jaz nisem, veš, ponovadi sem tak watcher, da mi glavni shonen liki niso glih tisti, ki so mi najbolj všeč v celotni, zato ker so preveč, bi rekel, pozitivni, preveč plot armorja imajo. Way to go, Naruto, the translator. Medtem ko Gabimaru je tak broken character, ki se ves čas ima ta notranji boj in me spominja malo na Rudeusa iz Mushoku Tenseja, skuša v bistvu zlomiti ta notranji boj, pa v bistvu prikazati neko pravo osebnost. Skuša se, mislim, da skuša večino časa dajati vtis, da je vse okej, da je tako hladokrven, ampak v resnici pa samo guys, ko boste prišli do točke, kjer še več zvemo o njim, se boš tako vprašaš, kak je sploh možno, da imaš sploh občutke v sebi, ker kak pa ti živijo v tem villageu, ko to zveš je... In njegova waifu je en najbolj cute character. Ful je zakon! Sem čak še ne vemo, ali sploh obstaja to. Dajmo sam pustiti to vprašanje. To moraš enostavno. Ampak moram pa reči, da meni je manga bila bolj všeč. Anime je svetovn, gre čisto tako manga gre. A gre čist? Mislim, da jaz sem dejansko dobil občutek, da je pacing mal off. To je to. To je tisto, kar me je zmotilo, ker manga so paneli, se ustaviš in vidiš tisto. To me je zdaj najbolj zmotilo tu, ker je oni pač pokazal samo sablo in si videl, kako se mu je obraz dobesedno razprl. In je bilo prehitro. Je bilo samo predstavljanje. Predstavljanje je bilo, ampak v mangi si se prav ustavil in si bil wow. Imaš več časa, da pogledaš. In da to tvoji možgani sprejmejo, da je bil moment, ampak to bi se lahko zgodilo, samo s tem, ko je odprt, da je on to začutil v sebi. Jaz nisem imel občutka, da je mogoče prekratek. Problem je, ker vi gledate anime, pa ne vete, kaj je. Ja, točno tako. Meni se je tudi, se bomo videli, kako se bo to v animeju potem odražalo, sploh v epilogu, ko res dobiš dober closure z vsemi karakterji, ampak tako... Mogoče ravno zaradi tega, ker si ti pač omenil, Gregi, da ker imaš čas in se lahko ustaviš. Sem dobil tudi malo več časa, sem lahko posvetil temu prvemu vtisu od posameznega karakterja. Vse to, pa ti notranji boji so... Tako da sem dejansko dobil boljši vtis za tisto žensko ninjo, za tega samuraja. In to mi je manjkalo. Veš, kolikokrat se je zgodilo pri meni, sem enostavno gledal mango, in potem sem se ustavil, pa sem v zrak gledal, pa shit, to se je zgodilo. In sem premlel. In sem premlel in potem sem nadaljeval. Tukaj pa mogoče bilo malo preveč akcije še v animeju.